Jože, za konec koledarskega leta 2009 sicer nekaj sivih las več, po tej tekmi pa vendarle nasmešek na obrazu po tej veliki zmagi nad Klipsi. Ja, seveda, ta zmaga je nekako prevesla tehtnico na našo stran v tej bitki za Ligo za prvaka. Izločili smo enega izmed neposrednih kandidatov, seveda jih je pa še kar nekaj in zelo se bomo morali potruditi, da bomo kljub temu, da je seveda do konca še teh 10 kol, ampak ne bo enostavno. Liga je izjemno izenačena in pravzaprav smo mi na začetku sezone si sicer zastavili ambiciozen cilj, da zlahka pridemo v Ligo za prvaka, ampak potem se je celo zgodilo tako, da smo dobivali tekme, na katere nismo računali in smo izgubljali tiste, za katere smo mislili, da so pravzaprav lahko dobrive. Tako da na nek način me izjemno veseli, da je rezultat na koncu tega prvega dela pozitiven, še posebej po slabi izkušnji v prejšnjem prvenstvu, ko smo, če govorimo že o letu 2009, smo imeli zelo veliko težav, da smo pravzaprav ostali v ligi, v prvi A slovenski košarkarski ligi. To je bil naš takrat osnovno osredotočeno, da tudi 10. sezono zaporedoma ostajamo v ligi, v najboljši košarkarski skupini v Sloveniji. Celo leto 2009 pa se mi zdi, da je bilo nekako tudi v znamenju vrnitve gledalcev v Kruševec. Šentjur je med ekipami, ki ima daleč med najboljšimi obiski v slovenski košarkarski ligi. To me veseli, to pomeni, da vendarle igramo košarko, ki privablja igralce, konec koncev zato smo tukaj, poleg tega, da seveda želimo dobro delati z mladimi, da želimo, da imamo tako prvo ekipo, ki privablja gledalce v Kruševec. Moram reči, da sem posebej vesel lanskega zadnjega dela, ko nam je šlo hudično za nohte. In so takrat gledalci nekako začutili, da potrebujemo pomoč in so res nas podpirali. Tudi takrat, ko smo pravzaprav nesrečno zgubljali in smo se prebijali od tekme do tekme do trenutka, da smo ostali v ligi. Moram pa reči tudi, letos nas izjemno podpirajo, seveda so pa tudi upravičeno kritični takrat, ko začutijo, da pravzaprav se na terenu ne dogaja tisto, kar si vsi želijo, torej da srce, kot včasih naši prijatelji rečejo, da kristjansko srce pustimo na parketu. Kolikor mi je znano, pa je uprava tudi vse leto več ali manj uspela spremljati ekipo in klub tudi za finančne strani. Ja, seveda, to je največji problem danes, ampak vendarle se da, če so predstave prave, če je srce na parketu, če je duša prisotna v igri, potem seveda tudi začutijo vsi ostali, da je to nekaj, kar je pomembno, in če je pomembno, so pripravljene tudi gospodarske družbe prisluhniti, tudi občina nas spremlja, kolikor pač more mlajše selekcije, in moram reči, da zaenkrat uspevamo sicer zelo težko, ampak vendarle skrbimo konec koncev, tako da zaenkrat nimamo nekih tako imenovanih repov, da bi dolgovali nekom okoli. Se zgodi, da včasih tudi kasnimo, ampak ljudje to razumejo. Danes je pač situacija v okolju takšna, da je treba včasih tudi malo potrpeti. Jože, ob koncu morda vprašanje. Pred nekaj trenutki je Sandi Čebular povedal, da se mu je za tem srečanjem iztekla tista kratkoročna pogodba. Se boste pogovorili z njim, da boste skušali zadržati v Šentjurju? To je predvsem odvisno od njega. Ima on ambicije in interes. Jaz mislim, da je njegovo igranje v Šentjurju, njegovo nastopanje pri nas bilo predvsem vzajemno korist. Tukaj ne gre samo za to, da je imel korist naš klub, imel je korist tudi Sandi Čebular. Jaz sem prepričan, da se on tudi tega zaveda, in če bo on presodil, da je igranje za Šentjur za njega recimo koristno še naprej. Mi smo pripravljeni z njim seveda sodelovati tudi nadalje. Je odličen igralec, mislim, da paše v naš klub, posebej še, ker je tukaj zrastel. Seveda je pa stvar razgovorov nadaljnih, ali najdemo skupini dogovor in interes. Jože, kje boste vi preživeli novoletne praznike? Absolutno doma z družino, ker si tako strašno želim, da končno
par dni preživim v okolju najožjem doma, z družino, z prijatelji, celo s vnukom našim najmlajšim. Še morda sporočilo vašim navijačem in vsem ljubiteljem košarke v Šentjurju? Vabljeni še naprej v Kruševec, seveda vsem iskrena hvala za podporo v preteklih sezonah in želim, da nas podpirate tudi naprej. Mi bomo naredili vse, da se v Šentjurju še naprej igra odlična košarka. Jože, srečno in uspešno tudi v 2010. letu. Enako tudi TV Celje in vsem vašim gledalcem.